Lepo pozdravljeni. Toplo vreme in upojni vonj medenih cvetov nam dajeta vedeti, da smo na pragu maja in da poletje ni več daleč. Sončni žarki in daljši dnevi nas polnijo z energijo in prinašajo dobro voljo. Poleg dobre volje pa tudi dobre novice. Družba Medtronic napoveduje prihod senzorja G4, ki ne bo več potreboval merjanja, a Sensija pa novo embalažo merilnikov Contour, katere proizvodnja in distribucija vplivata na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Za nami je okrogla miza Društva paraplegikov, konec aprila pa se bo odvijala vsakoletna mednarodna konferenca naprednih tehnologij pri zdravljenju sladkorne bolezni ATTD. Za konec pa bomo spregovorili še o dežurnem edukatorju in tehnični pomoči, ki jo nudimo uporabnikom inzulinskih črpalk Medtronic. Več o tem v nadaljevanju, zato ostanite z nami. Dolgo pričakovani prihod novega senzorja G4 je tik pred vrati. Pričakujemo ga v mesecu maju, točen datum njegovega prihoda pa bomo objavili na naši spletni in Facebook strani. Novi senzor se bo v kombinaciji z novim oddajnikom povezoval s sistemom hibridne zaprte zanke Minimed 780G, ki uporabnikom pomaga dosegati čas v ciljnem območju glikemije nad 70% in vrednost glikiranega hemoglobina 7% ali manj. Uporaba sistema Minimed 780G z novim senzorjem G4 bo torej odslej mogoča tudi brez badanja v prste. Družba Asensija je v sklopu projekta varovanja okolja spremenila pakiranje merilnikov glukoze serije Contour. Menjava embalaže ni vplivala na kakovost merilnikov glukoze, ki jih odlikuje izjemna točnost, preprosta uporaba ter ostale funkcije, ki lahko uporabniku olajšajo vodenje sladkorne bolezni. S spremembami je družba zmanjšala porabo papirja in plastike, skrajšala čas izdelave, znižala izpust ogljikovega dioksida, povečala zmogljivost distribucije in skladiščenja ter zmanjšala količino odpadkov. Merilniki v novi embalaži bodo na voljo v prihodnjih mesecih. Zdaj boste z izborom merilnika Contour tudi vi pripomogli k varovanju okolja. 21.4.2022 je potekala okrogla miza z naslovom Izzivi paraplegije – enakopravna obravnava ran. Razprava je bila izredno zanimiva. Posnetek si lahko ogledate na povezavi spodaj v opisu, zaključki okrogle mize pa so sledeči. Vzpostavitev regijskih centrov za oskrbo ran, ki morajo med sabo sodelovati, večja edukacija družinskih zdravnikov in pa povečanje aktivnosti v smeri preventive in pa tudi osveščanja o pomembnosti prehrane v času rane. Uporabniki inzulinskih črpalk družbe Medtronic imajo na voljo 24-urno tehnično pomoč dežurnega edukatorja. Telefonsko številko prejme vsak uporabnik že na prvi edukaciji. Dežurni edukator je uporabniku na voljo, kadar ta naleti na tehnično težavo, ga vodi po korakih in mu pomaga, da težavo razreši. Na primer, zgodi se, da uporabnik potrebuje pomoč pri aktivaciji glukoznega senzorja ali pa pripomoček piska, uporabnik pa ne ve zakaj in kaj mora storiti. Dežurni edukator je za tehnično pomoč na voljo tudi popoldan, za nujne primere pa 24 ur na dan, vse dni v letu. Dežurni edukatorji se menjajo in po končanem delavniku edukator ni prisoten v podjetju, temveč je v pripravljenosti na domu. Za vprašanja, ki niso tehnične narave in niso nujna, kot je na primer, kdaj je odprta trgovina Zalokar in Zalokar, pa uporabnike prosimo, da se obrnejo na ustrezno telefonsko številko v času delavnika, prosto linijo pa prepustijo nujnim primerom. Tehnologija na področju zdravljenja sladkorne bolezni se razvija z veliko hitrostjo. Letna srečanja v okviru mednarodne konference ATTD oziroma Advanced Technologies and Treatments in Diabetes pa so postala glavni mednarodni forum za predstavitev in razprave o teh novostih. Potrebo po takšnem širjenju znanja sta prepoznala ustanovitelja in organizatorja profesorja Tadej Battelino in Moshe Filip. V Barceloni ravnokar poteka jubilejna 15. mednarodna konferenca ATTD. Utrinke s konference lahko dnevno spremljate na naši Facebook strani, podrobneje o vsebini pa v naslednji oddaji. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na naši Facebook strani, kjer vas redno obveščamo o vseh novostih, zanimive vsebine pa najdete tudi na našem Instagram profilu. Za samodejno obveščanje o novih video vsebinah se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas še naprej.